Pravijo, da sem junak besede, vesel je večkrat moj nasmeh, a časovnica je vedno prazna, kariera za umret. Večeri so moji večkrat glasni, pogoste zmage brez napada, ako pride tista minuta, mi zmanjka sape do nebes. Rad bi te čakal, a ne morem, ker jutri prepozno bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker me jutri več ne bo. Se še spomniš noči, ko si mi nežno pila kri, plesala sva bal metuljev, bila si kraljica laži. Prosil sem sonce, naj zbudi se, ogreje mojo dušo, me uslišala je hladna luna, zdaj uklica sva sama. Rad bi te čakal, a ne morem, ker jutri prepozno bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker me jutri več ne bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker jutri prepozno bo. Rad bi te čakal, a ne morem, ker me jutri več ne bo. To je Rad bi te čakal. Sergej Čas, živijo. Pozdravljeni. Lepe pozdrave iz... Se dobro počutim spet nazaj v tem studiu. Ne? Kaj je bilo zdaj vmes? Koliko je, 1 leto? 2 singla sta vmes? Vmes so bila 2 singla, se pravi 2 nova videospota. Album smo malo poslali po sveti. Nekaj sem že posnel novega, v glavnem 11 novih pesmi sem med tem časem naredil, ki pa čakajo, da jih posnamem še. Ne? Ja. Skratka, dogaja se ti na polno. Evo, najprej tole, ne, Kozmonaut. Ja, seveda, da ga pokažemo, ja, album, to je ta Kozmonaut, nekako moram reči, da ta Kozmonaut mi je, bom rekel, to leto 2017 mi je kar popestril. Če potegnemo od začetka črto, išel je album 1. decembra 2016, tako in to popotovanje je bilo kar, bom rekel, skladno oziroma več od tistih pričakovanj, ki sem jih jaz glede na mojo glasbo imel, ker jaz res nisem pričakoval, bom rekel, odzivov, sploh pa nisem pričakoval, glede na to, na samo zvrst glasbe, dejansko, da bojo, bom rekel, zdaj bom grdo rekel, ampak da bojo poslušalci tudi posegli po plošči, ne? Ker moram reči, da je v bistvu ta prva naklada že skoraj pošla. Pa ni bila majhna, ne? Ker jaz sem realist v življenju, skušam biti realist, vem, kakšno je stanje v glasbi, vem, kakšno je stanje, bom rekel, tudi v zraku, kar se tiče glasbe, in glede na dejstvo, da pač moja glasba pač ni ravno na prvo žogo, dejansko gre za konceptualen album, sem je skladno s pričakovanjih tudi pričakoval tak odziv, ne. Je pa v bistvu dosti boljši bil odziv, bom rekel, tako strani, bom rekel, vas, medijev, televizijskih hiš, kot pa, bom rekel, tudi poslušalcev, pa kljub temu, da nisem neke blaznih, živih predstavitev imel in tega, ne, ker bi mogoče, nisem sploh pričakoval, da bo sploh kdo vprašal, ne. Tako čist pošteno povem, ker pač, se pravim, v življenju sem realist, ne. Ampak dobro, se že imaš kar dolgo glasbeno kariero, se izkušnje tu? Imam, ja, samo zadeva, tisto, kar smo delali mi prej z bendom, ne, tisto je bil rock'n'roll, ne, bom rekel, tudi, bom rekel, malo bolj kitare, bolj so žagale in tako naprej, hodili smo bom rekel, po rock festivalih, nastopali, ne vem,
smo imeli solo koncerte, tudi kot predskupina smo pri znanih bendih, recimo kot so bili v tistem času, bom rekel Sokoli in tako naprej, ne, bendi, ki so v tistem momentu nekaj v Sloveniji pomenili, ne, smo nastopali tudi. Zdaj pol, bom rekel, v tej solo glasbeni poti, ker sem se pa pol, se pravi, po srečanju s producentom, z Madogom, z Edom Smonom, na to pot, kjer sem se jaz pol podal, nekako in poskušal vso tisto produkcijo in tiste skladbe, ki sem jih jaz leta in leta nabiral posnet. Potem nekako je pa nastalo čisto nekaj drugega. Sicer seveda čutijo se dejansko tudi v tej glasbi, moji se čutijo tudi rock korenine, tudi se imamo tudi nazadnje na albumu Kozmonaut, so tudi skladbe, kitara, bom rekel tudi, če temu tako rečem, je malo bolj oštra, ne. Seveda imamo pa tudi umirjene skladbe, se pravi, plešemo od šansona, bom rekel, bom rekel, tistih izvirnega roka, pa bom rekel, mogoče že celo, bi nekdo rekel šlager, sem to ni šlager, ker so besedila pa, bom rekel, tematska in zelo predavano resna. Moram ti povedati, da si tako Tanja Žagar. Jaz sem rečem dober dan, ti pa lahko sam govoriš 10 minut. Veš kaj, jaz sem zdaj... In prav fino, veš, gostobeseden možak. Ja, veš kaj, jaz sem imel zdaj kar nekaj cajta, ko sem se vozil sem do Velenja. Razmisliti, ne, kaj boš vse povedal. Kaj bi sploh rad povedal, ne, kaj sploh pride k tebi. Zakaj, imaš 3 spote? Jaz ponavadi, veš... Imaš kaj za pokazati? Seveda ne nazadnje, jaz sem taka nemirna duša in tega ne skrivam in poskušam biti v življenju iskren. In pač jemljem, pač nekako sprejemam tiste dobre in slabe stvari kot neko realnost, ker zdaj vse dobro ne more biti. To ni variante in takega človeka še nisem srečal, pa verjamem, da tudi vi ne. Tako da ja, neko tisto probamo simbiozo med dobrem in slabem ujeti v življenje in takšen pač sem, ne. Zdaj je glasba pa pač nek način moj izražanja in ki mi daje možnost, da mogoče povem kakšno stvar, ki bi mi pa, bom rekel, tako z besedah ali pa kakorkoli že mu šla malo težje, ne pa gre skozi besedila pa skozi glasbo. Sploh, če imaš pa ob sebi še tako dobro, bom rekel, ekipo glasbenikov, ki so moji prijatelji, ker če ne bi bili prijatelji, si jaz take produkcije ne bi mogel privoščiti, nikakor to ne gre. To vsak dobro ve, kjer se malo razume v te stvari. In pa seveda, tako kot sem omenil, ne, producenta Eda Smona, v bistvu on je bil pa nekako tudi krivec, da sem jaz sploh pol, bom rekel, vse tiste stvari, ki sem jih imel nekako v omari na varnem, spravljene, da sem pol realiziral, da sem se vrnil pač po 15 letih v studio in da je pač ta moj Kozmonaut začel svojo pot. Ok, in slišali smo že spot, videli, ne samo slišali, rad bi te čakal. Ja, to je bil, ja, res je, to je bil prvi singel. Moram priznati, da so ga kar, bom rekel, pesem, bom rekel, sami, bom rekel, te ogledi na YouTube in mislim, da tam okoli se giblje okoli 5000, ni niti tako dost. Moram reči, da je bil pa ogromno predvajanje in da tudi radijske postaje dosti vrtijo. Bom rekel, tudi nacionalni radio in pa lokalne postaje in nekako so pesem ljudje začutili in so to iskrenost, mogoče in tragičnost besedila vzeli v zakup in vzeli mislim, so me sprejeli kot resnega ustvarjalca in ne kot nekega bleferja. Nenazadnje jaz mogoče tudi kot privatna, kot oseba nisem zdaj mogoče tako zabaven, kot pa kakšen bom rekel, pop glasbenik, ki bi si pride pa zabava par, ne vem, 1000 ali pa še več ljudi, čeprav sem mogoče rekel malo preveliko številko za te našo realnost današnjo, ne. Ja, in na koncertne pač, jaz sem pač realist, jaz se zavedam, da ta moja glasba pač seveda je malo zahtevnejša in pač je tudi za za manjšo skupino ljudi, ne. In tle sem jaz realist in jaz tudi, ko imam
recimo, jaz recimo v tem obdobju, nekaj sva se midva na zadnje srečala, jaz sem si sicer planiral, da bom v bistvu z bendom, nekako sem imel tudi dogovor, da gremo album v živo že predstavljati. Potem sem imel pa več sreče kot v nesreči in se je zgodilo pač, da sem imel eno prometno nesrečo, ki nisem bil nič kriv. To si rečejo. Pri meni je bilo res tako, ena punca imela slab dan, ampak res nič drugega kot slab dan, ampak ta slab dan je mene pa za 2 meseca vstavil, ker sem, bom rekel, to notranjost svoje abdominalno, če rečem temu, ogrodje čutil. Tako da pol z tega, da 2 meseca je bilo mirovanje, tako da ja, to me je malo zabremzalo, ampak vse kljub temu sem pa na par, bom na 3 prilikah, take, ki so bile bolj svečane, sem pa se odzval po mobilu in tudi nastopil. Bom pa zdaj res se potrudil in imam tudi ekipo, tako da bomo tudi zdaj, jaz mislim, vsaj tam do konca aprila, oziroma ker zdaj je, moramo dokončati še četrti spot še, ker smo del ga že posneli, pa bova mogoče kaj več pol kasneje o tem rekla. Bova, zdaj gremo pa na spot, če ne. Tako, ja. Bova ostala pa redno. Ne, ja, no, jaz predlagam, pa pogledamo, pa bomo. Jaz bi bilo fino, da vidimo tega, zaradi katerega spraševa. Jaz predlagam, da vidva rečeva, da je rad bi te čakal vrhunsko rato in je bil čudovit uvod v kozmonavtovo popotovanje. Ok, ki ga nadaljuje Ljubim te. Ki ga nadaljuje pa novi singel Ljubim te, pa predlagam, da se ga pogledamo, pa pol kakšno več poveva. Deva, velja. Kot vreča spominov, tavam po luni, ujet v tvoj obraz, iščem svoj jaz, odet v tvojo sapo, v sladke laži, znova in znova čutim tvoje dlani. Ljubim te, ljubim te, ljubim te, ljubim te, ljubim te s seboj. Kot vreča kosti prebujam se sam, zaigrano veselje odpira mi dan, jezo in žalost zamenjal je strah, edini prijatelj postal je mrak. Ljubim te, morda nekoč zbudiva se skupaj, objeta brez laži, na postelji sreče zadihava zrak, prižgeva življenje, dotakneva sanje, pozabiva trpljenje. Ljubim te, ljubim te, ljubim
seboj. Ljubim te s seboj. Evo, spet Ja. ena belokranjska razglednica. Ja, ta pa bolj Semiča, Krupe in ljubim te, ja, okolice. v retro maniri smo ga posneli. Bom rekel, to je ena taka oda, bom rekel, dosti aktualna, po mojem mnenju, glede na to, če pogledamo, kakšno imamo stanje v družbi, da je pomanjkanje te strpnosti. Saj, če pogledamo tudi, bom rekel, med partnerskih odnosih in tako naprej, v bistvu o tem pesem govori in je nekako, bom rekel, oda je temu, bom rekel, strpnosti, ljubezni, pa se pravim, tako malo v retro maniri, uporabili smo tudi tiste zvoke take. Drugače smo pa videospot posneli na izviru reke Krupe, je ta del tam, ko se vidi, ne, to je v bistvu eden izmed, po mojem mnenju, lepših krajev, sicer ranjen kraj, ampak eden izmed lepših krajev v mojem domačem Semiču in v Beli krajini. Potem tisto tam je Semiška gora, pa Matičkov gaj, to je tudi eden izmed lepših krajev. Vsake lepe lokacije smo iskali, pri spotu snemanje so se mi pridružili prijatelji glasbeni, to je ena mlada pevka, tudi Simona Vranešič, tudi zdaj snema svoj prvenec, kot back vokal se pojavi v videospoti, potem Miran Jelenič, ki je sodeloval tudi pri snemanju albuma, na kitari, in pa Jure Pavlin kot pianist. To so vsi moji prijatelji, se pojavijo v videospotu. Drugače pa videospot je režiral Uroš Stresen, tako kot vse do zdaj. Se pravim, pesem je zdaj pač nov singel, zdaj po radijskih postajah, bom rekel, se spet vrti več, kot sem pa mislil, no. Ker nisem sploh sem mislil, da bo prezrta, no, ampak zgleda, da ta ima nekaj v sebi, ker besedilo, bom rekel, je dosti težko, ampak bom rekel, te ženske nežni vokali, bom rekel, Martine Konda in pa Helene, sester, ki so sodelovali pri snemanju albuma, one s tem svojim sirenskim, kot sirene, back vokalem naredijo svoje, in pa, bo rekel, ta slide kitara očitno je prepričala tudi glasbene urednike, da mojo glasbo pač, oziroma skladbo, da jo uvrščajo v program in da se predvaja. Bomo videli z spotem, pa moram reči, da zdaj na nekaterih televizijah oziroma kaj dosti ga še nisem predstavil, bom do zdaj, se pravi, to je zdaj druga predstavitev. No. Tako da, ker sem ga šele poslal, ker je, se pravi, zadeva je čisto sveža. Ne. Ja, ker smo ga zdaj 2 tedna videospot star, tako da je pa ena taka lepa razglednica, bom rekel, tudi zraven smo dali, ujeli smo tisto pravo jesensko idilo še, ne, tisto listje, ki pada, pa mislim, lepe momente v Semiči in mogoče pa koga prepriča tudi ta spot, da pride k nam v Semič, mogoče, če ne drugače, na kozarc dobrega vina ali pa penine, no, po domače rečeno. To bi bilo, ja, sej, hvala za darilo danes, ne, ko že govoriva o penini. Jaz sem pravil, zmeraj ambasador sem tudi našega belokranjskega vina in zmeraj sabo kaj prinesem, tako da to mora biti, red mora biti, ne, tako je. Stara šola, ti še poznaš red, veš? Ja, veš, jaz sem, bi rajši videl, da bi bil malo mlada šola, ampak neč, emšo me daje, tako da včasih me križ tudi boli in tako pač je, ne, to je realnost, no. Ja, se pravim, to je bil zdaj Uroša Stresen spot in nekako posnel. Zdaj v bistvu videli bomo še enega, ne? Ampak mogoče bomo si ga pogledali, pa bom polke več o njemu povedal. Mogoče bi pa izkoristil še šanso, ker smo že glih tle, ne pa ker tako lepo tega našega kozmonauta gledamo, naslovnico, ki jo je, ne smem pozabiti, oblikovala Maksima Čas, to je moja nečakinja in tle sem ponosen, se pravi, da imamo to oblikovalno žilico v družini.
bom rekel, album je tudi preko bom rekel, World Music Chart Europe je bil poslan na 46 radijskih postaj v vse države Evrope. In moram reči, da sem prejel zelo lepe kritike in je tudi v kar nekaj državah je album, to je posebej lestvica, ki jo glasujejo uredniki in pa poslušalci radijskih postaj, ki predvajajo bom rekel, albume v sklopu World Music Chart Europe. In moram priznati, da sem zelo lepe kritike prejel in moram priznati, da mi se je fino zdelo, ko sem v pristni katalonščini v oddaji slišal, kako so napovedali moj komad. In moram reči, recimo, ravno tam, ki so bile zdaj te, bom rekel, naj temu rečem, tragični dogodki ali kakorkoli, ali pa v Kataloniji je bil album, je bil v mesecu maju, je bil na 10. mesecu, po naslednji mesec je pa prišel že na 8. mesto top 10. No, vidiš, tebe so slišali, so rekli, revolucijo moramo imeti. Očitno nekega vraga sem naredil. No, mislim, da nisem revolucionarno, glih usmerjen. Skušam pa realno razmišljati, no, in po mojem to tudi nekaj šteje v življenju. Ko si še v rock bandu bil, kaj ste že bili? Desert Fox. Tako, Desert Fox. A si mislil, da boš pa kdaj v zaporu končal? V službi, misliš? Ja, nisem rekel v službi. Jaz vem, da si v zaporu skoraj vsak dan. Zdaj ne bom rekel sem, ampak sem dobrovoljno, ne? Ja, priznam, da si nisem. Skoraj sem rekel, sej v bistvu ti greš domov, ampak sej grejo vsi domov. A kdo sploh ostane v tem domu, ali se zapre pol ob 8, pejte zdaj domov, pridite jutri ob 7 zjutraj, ne vem, ker vse te naše robe ne vidim. To je taka moja poklicna zadeva, če me razumeš, ne rad o tem govorim, ampak jaz to jemljem kot svoje poslanstvo in kot svojo, bom rekel, službo. Ti bi lahko bil Johnny Cash, bi lahko igral dobo, kitaro pa špilo tam. No, jaz to jemljem bolj jemljem v bistvu kot poslanstvo in imam spoštovanje, bom rekel, do vsakega poklica in tudi svoj poklic, ne glede na to, ima dobre in slabe lastnosti. Sigurno, verjetno človek absorbira določene izkušnje, rekel, žalostne in dobre zgodbe, ne. Se pravi, te dopolnjuje v življenju in te mogoče naredi pametnejšega in mogoče na marsikatero stvar v življenju človek se nauči, bom rekel, pametneje in preudarneje reagirati. Tako da mogoče tudi ta moja služba in pač glede na to, da sem jaz zdaj 15 let pač v službi tam, kjer pač sem. Bom rekel, ne, da me je spremenilo, ampak mogoče je naredilo z mene boljšo osebo. In če je to, sem jaz s tem zadovoljen. No, vidiš, evo, res, jaz ti pravim, Johnny Cash, Man in Black, poglej, črna srajca, tole vse črno, poglej, video spote imaš črno-bele, zapori, lahko narediš turnejo po zaporih. Spomni se Johnnyja Casha, kako je uspel s tem? Johnny Cash je, bom rekel, Johnnyja Casha bom rekel, personalno spoštujem, ker je predvsem zaradi iskrenosti. Moram priznati, pa da me recimo predvsem ganil, bom rekel, ta njegov, bom rekel, zadnji period. Mislim, ker so pa res pesmi, mislim, ker človek dejansko, bom rekel, nekega marketinškega, pa kakorkoli nima, ne, se pravi, gre za čisti feeling in gre za čista čustva in moram, da se me gane. Čeprav moram reči, recimo Leonard Cohen je recimo, bom rekel, tudi isto, je pa, se pravi, je pa težko, ker je en cel kup, imamo tudi slovenskih glasbenikov, ne, recimo, ki jih spoštujem, recimo osebno, če bi mene nekdo vprašal, pa težko povem, ne, ampak besedila, kar se tiče besedil, produkcija, recimo, ne vem, Štibernik, on mislim, da se Mr. Marč reče, mislim, on je zdaj za mene je trenutno pove, recimo, rad imam zgodno Kreslinovo obdobje, recimo, tudi, no, tako da, mislim, niso to na nek način, ne moram reči sploh za ljudi, ki so mlajši, da bi bili neki vzorniki moji, ne, ali pa ne, ampak mogoče sem takšna persona, pač, da te, ki so malo bolj zahtevnejša besedila, nekako da lažje poslušam in
mislim, čutim, če ima človek neko sporočilo. Ne. Tako Okay. da ja, to imam rad. Sem pa se pravim, kot sem rekel, za kozmonauta sem izredno vesel, da so ga začutili tudi v tujini in da sem imel možnost poslušati oddaje, ko so v pristnem tujem jeziku predstavljali mene. Recimo, no, Katalonci so rekli Sergej Kas. Aha, no, tako okay, ja. Ja. Dobro, evo, Sergej Kas. Sergej Kas, tako je. Važno, da nekdo spi. Ja, to je pa tole bomo spot, še zavrteli danes. To je pa, poveva, ki je v spoti zdaj ga prvo. Dejva, ker pa imamo konc. Okay. Ja, zdaj je fajn, zdaj treba naročiti. Tudi ga je režiral Uroš Stresen. No, tle so se mi pa simbolično presnemani, to je bil drugi singel z albuma Kozmonaut, so se mi pa pridružili fantje iz zadnje postave benda, to je Delzi Fox, ki smo skupaj igrali, to je bil basist Gregor Malnarič, kitarist Miran, ki tudi še zdaj sodeluje z mano in ga vidite v ostalih spotih, potem Bojan Macele, kot so ustanovitelj benda, in pa Izidor Ivanovič, ki je bil bobnar, so se mi pridružili simbolično v snemanju in smo snemali pa v hiši nasprot sonca, tako se reče, drugače pa to Silvo Grdešič ima klub, to je en klub v Črnomlji, kjer se nastopa tudi glasbeniki, tudi, bom rekel, taki močnejšega kalibra. No, in tam smo posneli ta spot in imeli smo čudovit dan druženja, malo smo obujali spomine in se pravim, režiser Uroš Stresen, imeli smo se fajn. Jaz upam, da se še kdaj dobimo skupaj in da mogoče posnamemo še nekaj drugega, pa da vsaj kak spot posnamemo. No, evo, super. Važno, da nekdo spi. Sergej, hvala za obisk. Hvala lepe vam, pozdrave upam, da vsemič čim prej v Belo pridem, krajino. Ja, to je po tebi odvisno. Kako pridem, boš spoti. Bom se potrudil, no, vidiš, če riskiram tudi na takšen dan, danes poveš, da polčas je bil, ne? Popcorn. Polčas je bil 14:30 za 14:13 za Slovenijo. A je to, no. To mi je malo tako, to je bilo tudi pri Nemčiji, ne? Ja, veš kaj je, zdaj je... Potem pa ti zgolj jaz držim pesti, ne, jaz držim pesti. Rajše, da ne gledam, ali sam živčen si, brez veze. Boš tole gledati, pa musko poslušati. Ok, se vidimo, lepo se mej. Ja, hvala za povabilo domov. in čim prej na snidenje. Tako. Čau. Gremo k spotu. Jutro me zbudi, ob meni nekdo spi, si to ti, ali nisi ti, sveča še gori, kaminu ogenj tli, vse diši, po polni noči. Važno, da nekdo spi, važno, da nekdo spi, važno, da nekdo spi, važno, da nekdo spi. Omamljen od kože, od njenih sokov, odpravlja se veter vsakdanjih tokov. Ko bije me sonce, pogledi zidov, spomnim se nje in njenih sadov. Važno, da nekdo spi, važno, da nekdo spi, važno, da nekdo spi, važno, da nekdo spi. Ubito
od dneva vračam se domov po znanih tirih iz objev okov. Spet čutim kri v sebi, spet čutim svoj jaz. Ko stisneš me k sebi, zbudi me jutra glas. Važno da nekdo spi,